Na okusih Bleda je poskrbljeno za svežo domačo hrano in osvežujočo pijačo. Ta bo v prihajajočih poletnih dneh prišla še kako prav, saj bomo vsi zagotovo potrebovali ohladitev. Poletno sezono so na Jezerski promenadi otvorili 19. maja in vse do konca poletja boste vsak petek, soboto in nedeljo lahko izbirali med 5 ponudniki. Gostišče pri 2 petelinih, grajska plaža, restavracija Lovec, bar in restavracija Špica in turistično društvo Bled. Med njimi je tudi Alen Čosič, ki se je blejske kuhinje na prostem udeležil prvič. Kot pravi, so želeli nekoliko širše predstaviti kulinarično ponudbo njihove gostilne. Nam je bil izziv postaviti neko gorenjsko jed, malo drugače na sodoben način. Sendvič nedeljsko južno smo naredili, ker v sendvič pride tensten krompir, govedina, se pravi počas kuhana v juhi, pa vinska omaka z malo kisane čebulice. To je naša top jed, no. Mislim, da smo zadeli s sendvičem. Sodelovanje je danes še posebej pomembno. Prav zato omenjeni gostinec podpira manjše slovenske pridelovalce in tako obiskovalcem ponuja pivo in vino slovenskega porekla. Street food ali ulična prehrana postaja vse bolj priljubljena, tako med domačini kot tujimi obiskovalci. Food is also very excellent. Very good food. Yeah. Very nice pizza and very good food. Good. Yeah. And what do you like the most? What's your favorite? Beer and one is the pizza over there. Obiskovalec, ki je navdušen nad Bledom, je imel v mislih posmoduljo. Novodoben način priprave hrane na prostem tako na Blejski promenadi dopolnjujejo člani turističnega društva Bled, ki na star način v pravi krušni peči pripravljajo to tradicionalno blejsko jed. Prostovoljka turističnega društva nam je natančno opisala in pokazala postopek priprave te vedno bolj priljubljene jedi. Pripravljamo iz kvašenega testa, kruh, kot kruhovo testo je. Potem pa gor je namazan česen v olivnem olju in posut sir, nariban sir. Pa spečen v peči kmečki. So včasih mame pekle kruh in jim je ostalo testo, da so otroci prej zdržali, so naredili take hlebčke, gor so dali takrat, kar so pač imeli, ali smetana, zaseka, ali samo tako, kar je bilo takrat doma, ja, da so otroci lažje počakali na kruh. Člani društva oživljajo tradicionalno kulinariko, ki je bila pred mnogimi leti prisotna v teh krajih. Delujejo prostovoljno, saj kot pravijo, jim je to v veliko zadovoljstvo. Preko je kupica volonterjev tukaj, ki marljivo delajo in gostom dajo pravzaprav tudi nekaj duše naših babic. Naslednje leto pa za obiskovalce pripravljajo še nekaj novosti. Mislim, da bomo naslednjič pa ponudili še posmoduljo z zasko. In mislim, da bo to še bolj zanimivo, ker je pravzaprav tudi avtentičen recept bil z zasko. Seveda smo se sprehodili tudi med obiskovalci in preverili, kako jim je bila všeč ta preprosta, a po odzivih sodeč zelo okusna jed. Sem pa danes prvič pa tukaj pojedel posmoduljo. In kako se vam je zdelo? Se mi je zdelo zelo v redu, čiste kaj drugače, še nikoli v življenju nisem to jedel. In fino, no. Okusi Bleda prvič v poskusni obliki, morda še kakšen kiks, tudi tukaj letijo kritike tako pozitivne kot negativne. Jaz le pravim, da je potrebno otroku pustiti, da shodi. Zdaj naredili smo prvi korak. Okuse Bleda praviloma pospremimo tudi s pestrim glasbenim programom. Hrana združuje ljudi in če je poleg tega poskrbljeno še za dobro glasbo, je odlično vzdušje zagotovljeno.